Dobar dan, pozdravljeni. Najprej seveda zahvala organizatorjem tega dogodka za povabilo. Sem kolegica Jana Kulin za povabilo k pisanju prispevka k knjigi, zborniku o gledališkem opusu Dušana Jovanovića, za katerega sem obljubil pripraviti prispevek, ki bo gotovo pripravljen v svojem času. Nekako je bilo v teh pogovorih in dogovorih na začetku razumeti, da bomo danes imeli bolj tako delovno srečanje, delovni posvet, tako da vas prosim za razumevanje, da bo to, kar bom danes povedal, res v smislu delovnega posveta. Zelo sem vesel, da je kolega Tomaž Toporišič tako odlično pripravil svojo prezentacijo in se vzel čas za predstavitev, kajti skrbelo me, kako bova zapolnila luknjo, ki je nastala po odpovedi kolega Blaža Lukana. In je večji del... Je že zapomnjena. Je že zapomnjena, tako da sem zelo vesel, da bo je to uspelo, kajti jaz bom samo malo pridodal k temu nekaj dosti. Torej, še to priporočilo, ne res to priporočilo res potrebno, ker to, kar bom danes povedal, je res samo napoved tega, kar bom naredil. Eden izmed ključnih razlogov za to, da bom danes govoril samo o tem, kaj se bo dogajalo v prihodnje in ne toliko, kar se je dogajalo v preteklosti, če izvzamem to, kar je naredil seveda Dušan Jovanović v zlasti 90-ih letih, ker na to se bom fokusiral. Poglavitni razlog za to situacijo je to, kar vidite tukaj okrog nas, ker nam je še vedno scenografija za današnji dogodek, torej dobesedno, kaj včeraj je šla moja knjiga v tisk, ki se ukvarja s temi zadevami, ki jih tukaj vidimo, torej čisto druga tema in lahko verjamete, da je zelo težko preskočiti v enem dnevu ali v eni noči, dobesedno, v neko čisto drugo temo, iz ene reke je treba prestopiti v drugo, kar je tako enostavno, tako da upam na vaše razumevanje. Evo, to bi bilo, malo sem si vzel kar nekaj veliko časa za to opravičevanje, ampak mislim, da je seveda potrebna, kajti nisem pričakoval, da bomo imeli tak auditorij, pričakoval sem, da bomo nas nekaj fanatikov se zbrali in potem se pogovarjali, kdo kaj počne in kaj bo še naredil, potem pa je iz tega nastal prav dogodek, kar je lepo. Torej, jaz sem nekako v dogovoru z urednico bodoče knjige izbral, ali pa nekako skupaj v dialogu izbrala temo Dušanove balkanske trilogije. Ti si jo, Tomaž, malo še premnal jugoslovanska ali vojna, kar mi je všeč, kar mi je super, zaradi tega, ker je v bistvu za to balkansko trilogijo se skriva pravzaprav to, kar si ti potem poimenoval svojimi besedami, skratka neka jugoslovanska trilogija, jugoslovanska vojna, ki je bila v zadju tega njegovega pisanja, ki je nastalo v 90-ih letih, to je torej del njegovega, kot vemo, obsežnega, respektabilnega opusa, ki je nastajal v 90-ih letih pod vplivom seveda takratnih zelo dramatičnih dogodkov, ki so potekali na območju nekdanje Jugoslavije. Nekateri smo ta čas živeli, nekateri pa mlajši ste gotovo slišali o tem dogajanju, ki je bilo precej krvavo, brutalno. Skratka, nekdanja skupna država je razpadla v masakr, tako rekoč. In to je nekaj, kar lahko najdemo, prepoznavamo tudi v teh igrah, v dramah, ki jih je Dušan spisal v tem času in ki so potem
bile zbrane v to balkansko trilogijo, ki je tudi šla pod tem imenom, ne, in se danes nekako uporablja, vsi jo uporabljamo v tej obliki kot balkanska trilogija, kjer imamo izbrane tri njegove igre, ne, Antigono, Uganko Korajže in Dotopoje Sizifa. To, da je nastala trilogija, seveda ni naključje. Dušan se je ukvarjal v tej svoji trilogiji najprej z tako tebanskim mitom, se pravi nekaj, kar je bilo značilno za dramatiko in gledališče antične Grčije, torej Antigona, ne, kot emblematični lik. In kot vemo, so stari Grki, ne, takratni dramatiki, so pisali trilogije, svoje drame v zgodnjem obdobju, ne, so povezovali v trilogije, potem so dodali še četrto igro, ne, ki je bila potem satirska, in je to bil nek princip, je to bila neka konvencija kar nekaj časa, tako da se je pravzaprav tudi Dušan poigral s to nekdanjo konvencijo, ne, ki seveda danes ne velja več, pa vendar ne, je neka referenca na to. Ne. Ker jaz bom danes govoril samo o Antigonu, ne, o prvem delu te balkanske trilogije, o Uganki Korajže in Dotopoje Sizifa bo treba potem si vzeti čas v prispevku samem, ne, bo tam tudi več prostora za premislek o tem. Torej, če pogledamo najprej sam naslov Antigona, ker je torej za svojo dramo izbral prav ta naslov Antigona, takoj seveda pomislimo na znamenito Sofoklejevo istoimensko tragedijo, ampak za Jovanovićev pristop je značilno, da se, vidim, da bi vse moram malo vrati, tako da poiščimo še kakšna očala, ne, ki bi bila bolj primerna. Zdaj, da malo slabše vas videl, ne, najboljše mi je to, da sem se skiciral. Skratka, takoj pomislimo na znamenito Sofoklejevo istoimensko tragedijo, ampak za Jovanovićev pristop je značilno, da se sodobnega branja tega starogrškega pomembnega, enega ključnih starogrških mitov, tebanskega mita, loti predvsem skozi Euripida, to je zanimivo, skozi njegove Feničanke. Tako kot je s to svojo tragedijo Euripid poskusil podati neko svoje, neko relativno drugačno videnje mita, v osnovi je enako, ker pač Grki so se vedno, stari Grki so se v osnovi držali pač nekih mitološke zgodbe, pa vendar poskusil dati neko drugačno videnje mita, kot ga je skoraj 60 let pred njim obdelal Aeschyl v Sedmerici proti Tebam. In tako se je tudi Jovanović poskusil odmakniti od seveda znamenite Sofoklejeve Antigone in tudi od, recimo, kar je značilno za pač našo dramatiko in naše gledališče, od Smoletove ravno tako Antigone. In jaz bi zdajle vam za začetek pokazal, mislim, da približno 4 minute inserta iz pogovora z Dušanom Jovanovićem, ki se je zgodil leta 1993, ne, ko je bila ta njegova igra uprizorjena v SNG Drama Ljubljana in je pač to v koprodukciji z Wiener Festwochen, ne, z znamenitim festivalom Dunajski slavnostni tedni, tudi je bila premiera in na Dunaju in v Ljubljani. In je torej leta 1993, natanko pred 30 leti, ne, torej, je Dušan komentiral to svojo igro in zdaj bom to delil z vami, ker mislim, da je najboljše, da damo besedo samemu avtorju. Upajmo, da bo zvok deloval. Miha, bom prosil za asistenco. Nemogoče pravzaprav govoriti o Antigoni kot nekem splošnem principu ali pa problemu, ki je veljan za vse večne čase in ki je enkrat za vse napisan.
zmeraj znova pravzaprav je potrebno na nek način odgovarjati na to vprašanje, kdo je Antigona in zakaj gre. Jaz sem pravzaprav se odmaknil od tistega vprašanja, ki si ga je Smole na nek način zastavil in ga razrešil pač na ta način, da ostaja njegov odgovor za vse večne čase zapisan v slovenski kulturni zavesti kot vprašanje in odgovor na neko kulturno in zgodovinsko in tudi moralno vprašanje, bi rekel, enačevanja zmagovalcev in poražencev, zaprav vprašanje, ki se pozneje na nek način formulira kot vprašanje narodne sprave. Danes, pravzaprav, ko odmeva ta vojna in to razdejanje, je najbrž treba vprašanje postaviti drugače. In najbrž ta odgovor ni povsem enak tistemu odgovoru, ki ga je ponudil Dominik Smole, ampak se mora pravzaprav že cela struktura vprašanja postaviti drugače. In gre pravzaprav za to, da se ta mitološki kompleks pravzaprav prestavi v eno drugo območje. To se pravi, jaz osebno sem na nek način to predstavil od Sofokleja k Euripidu v domeno Feničank, se pravi v fabulo oziroma v zgodbo, ki na nek način omogoča vpogled v problem obleganega mesta, v problem bratov, ki sta na nek način na dveh straneh barikade. To se pravi, to, kar je pravzaprav posledica pri, če hočemo tako obravnavati to vprašanje, Smoletu vprašanje pogreba, pokopa, sprave, se pravzaprav te postavlja vprašanje veliko naprej. Postavlja se vprašanje spopada med dvema bratoma. To se pravi, obravnavamo spopad, obravnavamo konflikt v mestu in znotraj mesta. In vprašanje, bi rekel, te zgodovinske prepletenosti, se pravi mitološke prepletenosti, krivde, ki je pravzaprav na nek način taka, da je na nek način pripada vsem. Seveda ne na ta dnevno-političen in aktualističen način, ampak obravnavanje veliko spopada kot nečesa, kar je veliko mitološko pripada enemu prostoru oziroma je zgodovinsko ali pa kulturološko veliko del enega podnebja in enega okolja. Premiera na mogoče ga bomo tako gledali. Tam je tudi komik, malo se ne spodobi. Imamo v ozadju, tako je spremljala. Zdaj, ker se bojim, da bom bolj na koncu celo deležen kritike, da sem predolg, se bom pa zdaj kar malo posvetil temu, kar je napisano, da bo šlo hitreje. Slišali smo Dušana in njegovo kratko interpretacijo, kako se je on lotil tebanskega mita in zgodbe o Antigoni in ostalih, gre za cel kompleks. Pri Euripidu, ki so ga v starih časih imeli za filozofa odra, lahko že zaznamo tendenco, da se približa problemskemu polju takratne atenske družbe.
Kljub temu je bil seveda Euripid predvsem avtor starogrške tragedije, bil je torej še vedno s popkovino navezan na tradicijo junaške zgodbe, na mitos, in zato ni prestopil limesa, ni prestopil meje med tragedijo in aktualno družbeno dramo, kar se potem zgodi pozneje. Seveda. Kot je lepo povedal že Fran Bradač, davnih let, tudi kakšnih 100 let nazaj že, Euripid vzame stari meh in ga napolni z novim vinom. K tej duhoviti Bradačevi prispodobi je vendar treba dodati, da pri Euripidu ne gre samo za novo vino, temveč je poskušal reformirati tudi utrjene konvencije, tako je na primer radikalno zmanjšal pomen zbora, ki igra pri njemu že dokaj obrobno vlogo. Starogrška družba je bila v posebnem razmerju do mita. V knjigi s provokativnim naslovom So Grki verjeli v svoje mite, Paul Vane to razmerje opredeli kot ambivalentno, kajti po njegovem Grki na en način, ki je samo njihov, verjamejo v svojo mitologijo in so na svoj način skeptični do ta iste mitologije. Kot pravi starogrški zgodovinar Herodot, sicer Sofoklej je sodobnik in prijatelj, moja naloga je povedati, kar so mi rekli. Ni mi pa treba vsega verjeti. Če pustimo ob strani to sicer zame osebno zelo mikavno Vaneovo vprašanje, če so ali niso, ali vsaj v kolikšni meri so Grki verjeli svoje mite, se zdi nesporno, da so jih vsaj poznali. Mit je bil pomemben del starogrškega izročila, takratne kulturne in dominantne ideologije, bil je seveda tudi sestavni, neločljivi del takratne dramatike. V gledališki predstavi ali opsis se je nenehno uprizarjal dramski mitos, v raznih različicah seveda, vendar vedno kot neka variacija na temo. To polnjenje starega meha z novim vinom tako ni bil izziv samo za Euripida, temveč bi enako veljalo po moje tudi za druge grške dramatike. Zdaj, moderni avtori, ki jim je bil v navdih tebanski mito Laju, Ojdipu, Jokasti, Antigoni in drugih teh nesrečnih akterjev tragične zgodbe, seveda niso bili več zavezani dramskim in gledališkim konvencijam, po katerih so se morali ravnati antični avtori iz, na primer, 5. stoletja pred našim štetjem. Pri novih branjih stare zgodbe so izhajali iz svojega časa, iz aktualnih vprašanj, ki so zaposlovala njih in njihove sodobnike. Že v tem povzetku, ki je v programu današnjega dogodka, sem opozoril na nekatere med njimi, ki so recimo v 20. stoletju obdelali mit in so ga pogosto povezovali z vojno, tako kot je potem to naredil tudi Dušan Jovanović, seveda. Recimo Walter Hasenklever je v času Prve svetovne vojne napisal svojo pacifistično verzijo, napisal je ravno v času vojne, v času Druge svetovne vojne potem je Jean Anouilh ustvaril dramo, v kateri, ki je zanimiva, ker tam Kreon v bistvu poskuša na nek način vendarle rešiti Antigono, ampak ona noče, ona se raje odloči za smrt, ker pravi, da je težje živeti kot umreti, po vsem tem, kar se je zgodilo v tej zgodbi tragični. Potem pa ob koncu Druge svetovne vojne imamo ravno tako zanimivo Brechtovo verzijo, v kateri je njegova inovacija ta, da je Polyneik dezerter. Polyneik v bistvu je postavljen dezerter, ki se noče več bojevati v tej nepravični, absurdni vojni. Torej, vsakdo je poskušal na svoj način, tudi Dominik Smole, ki ga je omenil Dušan Jovanović, prej ga je tudi Tomaž Toporišič omenil, vsi vemo za njegovo verzijo Antigone iz začetka 60. let, ki je specifična potem, da se Antigona sploh ne pojavi v tem besedilu, čeprav imamo naslov Antigona, naslovnega lika ni. In je ta verzija njegova, kot smo slišali že tudi pri Dušanovi izjavi, odprla takrat veliko vprašanj o spravi, nekaj, kar je danes še vedno aktualno politično vprašanje in se še danes o tem razpravlja, polemizira in tako naprej.
In naj vas spomnim še na to zadnjo verzijo, mislim, da po tej verziji nimamo kakšne nove v slovenskem dramatiki in gledališču, to je pa Trojno življenje Antigone, v kateri njen avtor Slavoj Žižek poskuša, pravzaprav, če primerjamo to Žižkovo igro z Sofoklejevo, vidimo, da je v bistvu ogromno prevzemal njega, ampak je ključen tisti konec igre, kjer tako obrehtovsko ponudi tri možne konce, tako na način Brechtovih učnih komadov, in prepusti pravzaprav tistim, ki uprizarjajo igro, ali bralcu, ali komorkoli, da se odloči, kateri od teh treh bo izbral, kateri konec bo izbral. Zdaj, jaz bi rekel, da med zanimivejše poskuse obdelave Antigone in tebanskega mita gotovo sodi tudi ta Dušanova Antigona iz začetka 90-ih let, v kateri je, kot smo slišali, pravzaprav poskusil podati svoje branje, pri čemer je izhajal bolj iz Euripida kot iz Sofoklesa, kar se mi zdi zanimiv prijem, zanimiv postopek. V dokumentarnem filmu o Dušanu Jovanoviću, ki je tako zelo posrečeno naslovljen Gledališka žival, mislim, da se mi zdi, da je to, naslov je verjetno prišel iz izjave Šugmanova, Jernej Šugman v filmu, reče, ja, veste kaj je Dušan Jovanović, to je nekaj, kar mi imenujemo Gledališka žival. In mislim, da iz tega pride naslov tega televizijskega portreta o njem. Tam imamo več raznih izjav in imamo tudi kratko izjavo njegovega kolega, prijatelja, hrvaško-srpskega igralca Radeta Šerbedžije, ki pravi takole, ko Dušan nekaj naredi, misli v gledališču, ko Dušan nekaj naredi v gledališču, vedno naredi prav tisto, kar je treba narediti. Se pravi, Šerbedžija poudarja to, da Dušan je imel nek čut, da je znal prepoznati trenutek, da je znal prepoznati, kaj je treba v tem trenutku narediti v gledališču, seveda z ozirom na neko družbeno, politično, kulturno in itd. Situacijo tistega časa in prostora. In je, recimo, če pogledamo balkansko trilogijo v oči te izjave, ki jo podal Šerbedžija o njem, ker mislim, da je točna, da ima prav, potem je zanimivo to, da je Dušan bil eden redkih slovenskih dramatikov in režiserjev, gledališnikov nasploh, ki je že takrat, on celo v začetku 90-ih let, potem pa naprej z balkansko trilogijo, to gre naprej skozi 90-ta leta, je reflektiral zelo neposredno, zelo direktno, čeprav z uporabo ali antičnega mita ali recimo pri Uganki Korajže z uporabo neke druge klasike, se pravi Brechtove Matere Korajže in podobno, pa Sizif, jasno, spet imamo, se vračamo nazaj v mit, se pravi z uporabo teh nekih starih vzorcev, ki jih je poskusil na nov način prebrati, jih aktualizirati, pa vendarle ne na nek plakatno-politični način, kot je tudi sam izpostavil, bolj je šlo za to, da se postavi na dnevni red, da se debatira, da se pogovarjamo o tem, kaj se dogaja v tem trenutku v tej razpadajoči državi, ki je pač bila v grozni vojni in je pač to na nek način želel reflektirati. In kot rečeno, bil eden od redkih, ki je to naredil. Zdaj, če bi recimo zdaj vsaj omenil, nimamo časa, da bi se spuščal v neke podrobnosti, ampak da vsaj omenim to potem krstno uprizoritev njegove Antigone v režiji Mete Hočevar, ki se je zgodila torej natanko pred 30 leti, leta 1993, je zanimivo to, da je pa Dušan Jovanović je bil dramaturg pri tej predstavi. Je zanimivo, da se ni zgodil
torej začetek je drugačen, ne, kot ga je on predvidel, ne, v svoji drami, ker pravi takole: ljudje v mestu praviloma ne prečkajo ceste počasi, niti se ne zadržujejo na odprtem, zabrisanem prostoru. Stiskajo se k kraju, k steni, ograji, zidu. Prostor prečkajo vselej v hitrem teku, sklonjeni, in šele ko dosežejo zavetje, se zravnajo, vržejo na tla, oddahnejo, sprostijo. Prvih 5-6 minut predstave vidimo panično beganje od ene varne cone do druge. Ne. Tega v uprizoritvi ni. To nadomesti ta nek muzikant, ne, z violino, ne, ki v bistvu igra, in to nadomesti, kar je meni osebno tako malo žal, da se pač Meta Hočevar to odločila, ker je to seveda bila zelo direktna referenca na to, kar se je dogajalo v Sarajevu, ne. To je pač način, kako so ljudje v Sarajevu pač poskušali preživeti, ker so prižali na njih ostrostrelci, ne, iz okoliških hribov. In me tudi malo spominja na ta znameniti začetek Antigone v izvedbi The Living Theatre, ne, kjer so približno tako, mogoče celo malo dlje, kakšen 10 minut, v bistvu, ko se začne brez besed, ne, ko vstopajo igralci, performerji drug za drugim in stremijo, ne, v gledalce. Ne. In je to eno tako mučnih 10 minut, ne, na začetku predstave, in to je nekaj, kar mislim, da bi recimo bilo zanimivo pri Jovanovičevi Antigoni, če bi to bilo recimo uporabljeno tudi pri uprizoritvi. Zdaj, ključno vprašanje Jovanovičeve Antigone ni pokop ali prepoved pokopa Polinejka in vse, kar iz tega sledi, kot je recimo značilno za Sofoklejevo različico, temveč spopad Eteokla in Polinejka, torej bratski spor, kot je Sovre sprva naslovil svoj prevod Feničank, ki ga je objavil natanko pred 100 leti, in to odločitev takole utemeljil takrat. Izvirnik nosi nadpis Feničanke po zboru feničanskih deklet, ki nastopajo v igri. Ker pa ta naslov Slovencu ničesar ne pove, sem ga v prevodu nadomestil z drugim, ki označuje vsebino žalne igre. Takrat je dal torej naslov Bratski spor, ker pravi Sovre, za to gre pri Euripidu, ne? To je ključna stvar pri Euripidu. Pozneje se pa vendarle premislil in je pri naslednji izdaji prevoda naslov popravil vendarle v Feničanke. Zdaj, zanimivo je, da pri Jovanoviču zbor feničanskih deklet nadomesti ena sama Feničanka, ki jo avtor oriše kot mlado dekle, begunko, ne? In je v glavnem brez besed, ne? Ona je samo tam na odru in jo zaslišujejo, maltretirajo, ne? Ampak dejansko nima besede, ne more priti do besede, ne? Na koncu Aeschylove tragedije Sedmerica proti Tebam parlament sprejme demokratično odločitev, to je zanimivo, ne? To je tukaj bistvena razlika, ne? Recimo do Sofokleja, ne? Pa tudi do Euripida. Demokratično odločitev sprejme, da se pokoplje Polinejka. Da se ne pokoplje Polinejka. Tukaj smo še vedno pri prepovedi pokopa. To je enako. Antigona se temu upre, spet enako, in demonstrativno razglasi, da bo opravila pogrebni obred. Zbor se, to je zdaj zanimivo, zbor se nato razdeli v dve skupini. Ena gre za Eteoklovim pogrebom, druga za Polinejkovim. Na videz je torej odločitev demokratična, to je torej pri Aeschylu, vsak državljan, v antičnem gledališču je seveda zbor predstavnik ljudstva, ne, se lahko odloči, kateremu od padlih bratov bo izrazil pieteto, ne da bi bil zaradi tega kaznovan. In tukaj je videti pri Aeschylu krasna rešitev, ne, neka res spravna rešitev. Ne. To je mogoče ta rešitev, ki je ne najdemo pri ostalih, ampak seveda se zastavi vprašanje, ali ni morda prav ta, torej spravna rešitev, ki zabriše razliko med izdajalcem in branilcem polis, vir novih delitev in prihodnjih, morda še bolj brutalnih spopadov. Mislim, da odmer tega, kar zdaj govorim, ste lahko slišali tudi v Dušanovi izjavi, ne, ko je komentiral dramo Dominika Smoleta. V Euripidovih Feničankah je pokop Polinejka še vedno pomembno vprašanje. Naprimer, tam umirajoči Polinejk prosi
in Jokasto, takrat je še živa, ne, in Antigono, ne, da poskrbita za njegov pokop in reče, ne, dajta pomirita tebe, da mi dajo vsaj grob doma, ko so mi vzeli dom, ne, in tako naprej. Tudi Antigona se upira Kreonovemu ukazu, da se Polinejkovo truplo pusti nepokopano, ampak se vendarle ta spor nekako razreši, salomonsko rešitev, ne, poda Euripi na način, da Antigona prevzame spremstvo Ojdipa, ki gre v izgnanstvo, ne, ki gre v Kolon, ne, in ga ona pospremi do Kolona, torej nimamo te situacije, ne, da jo pač zaprejo tam živo, ne, v skalo, v grob, ne, ker umre. Potem je to seveda nadaljevanje te zgodbe, imamo pri Sofoklejevemu Ojdipu v Kolonu. Pri Jovanoviču se torej ključno vprašanje predstavi na spopad bratov, ki je najprej, in to je zanimivo in to je mogoče nekaj, kar je res izjemen Dušanov dosežek takrat, ne, da je ta bratski spor, ta spopad bratov je v besedi in je potem Meta Hočevar tudi uprizorila to na ta način, je to nek spektakularni spopad, ki ga oba brata, in to je zanimivo, komentirata, kot da bi bila recimo športna komentatorja nekega zelo, sicer krvavega, ne, športnega dogodka. Ne. In je pravi takole Dušan v Deskalijah, brata se pred spopadom priporočata bogovom, okay, ne, dvoboj pa poteka kot nekakšna športna tekma, velik medijski dogodek, ki ga oba borca kot športna reporterja tudi neposredno prenašata za medije. In pol je to brutalno, totalno, gnusno brutalno, ne, in potem oba komentirata, kaj počneta drug drugemu, ne, in je tako, ne vem, evo, potem, ko mu je zbil pol ducata zob, takoj na to, ko mu je razparal trebuh. Vidimo čreva, dragi gledalci, poglejte ta gnusna sovražnikova čreva, potem pa, to je Polinejk, potem pa ete okle naprej, 5 zlomljenih reber, z enim samim udarcem, polomljena noga in ravno v tem trenutku je okle iztaknil sovražniku desno oko, Polinejk je zdaj brez desnega očesa, Polinejk je brez desnega očesa, krvava pena se mu cedi iz očesne votline, opoteka se, ne, in tako naprej. Skratka, totalno, ne, brutalen prenos nekega športnega masakra, ne, ki je v bistvu narejen na način nekega medijsko seveda posredovanega spektakla. In zakaj to? Mislim, kako je to povezano s takratnimi dogodki, ki so potekali takratno vojno v nekdanji Jugoslaviji? To nam zelo lepo pove Jokasta na začetku, ko ima tole repliko. Včasih smo jedli 3-krat na dan in zvečer malo gledali televizijo. Zdaj pa ves dan igramo glavne vloge v TV filmih, zvečer pa smo preveč utrujeni, da bi zaigrali ljudi, ki večerjajo. Slačimo filmski kostum in celo noč sanjamo scene, ki bomo naslednji dan odigrali. Tukaj seveda gre ravno za, recimo, prebivalce Sarajeva, ne, ki so postali, ne da bi to hoteli, medijske zvezde, ne, zaradi tega, ker so vsi mediji in takratni jugoslovanski in z določeno cenzuro, ampak svetovni mediji so seveda prenašali to, kar se je dogajalo v vojni v nekdanji Jugoslaviji in zlasti v primeru obleganja Sarajeva in tako naprej. Skratka, včasih smo bili nekako navadni, da prebivalci mesta, dobesedno mesta Sarajevo ali pa polis, ne, mestne države, mesta starogrškega, in smo zvečer malo gledali televizijo. Zdaj smo pa mi na televiziji, ne, nimamo pa več kaj za jesti, ne moremo sesti večeri, ker nimamo kaj za pojesti, ne. Skratka, ta brutalnost tega časa se je zelo, zelo odrazila tudi pri Jovanovičevi diskurzu, ne, v vseh treh, ne, dramah, se mi zdi pa mogoče še najbolj brutalno, ravno na začetku v Antigoni, ne, in zlasti pri tem bratskem sporu, v tem dvoboju, ne, ki je tako neverjetno plastično, ne, in brutalno tam opisan, ne.
Ok, zdaj moram zaključiti to kratko predstavitev, kratki uvod v tisto, kar se ima še zgoditi v obliki članka v nastajajočem zborniku. Tisto, kar je še značilno za Jovanovićevo Antigono, je tudi to, da se ta spor ne konča. Čeprav smo spremljali zelo krvavi spopad, masakr, v katerem sta si trgala čreva in ne vem, razklala glavo in polomila ne vem koliko reber in tako naprej, odsekala roke in noge. Še naprej se borita in se borita do nemoglosti, se borita non-stop, ne prenehoma. In tudi, pravzaprav, nimamo neke odrešitve na koncu, da bi pač, tako kot, ne vem, pri Euripidu imamo kar 4 mrtve na koncu. Tukaj so pa tudi tisti, ki so mrtvi, pravzaprav so neki zombiji pri Dušanu Jovanoviću. Oni so še vedno zombiji, ki dejansko vedno znova vstajajo in vedno znova počenjajo te krvave, ponavljajo te krvave scene, krvave prizore, ki se nočejo in nočejo končati, kar je gotovo neko Dušanovo sporočilo in svarilo, opozorilo, da se do neke odrešitve ne pride kar tako in da verjetno tudi neka spravna rešitev, kot jo naprimer ponuja Aeschyl v tej svoji verziji sedmerice proti Tebam, da verjetno ne bi delovala v tem jugoslovanskem bratskem sporu, kot mislim, da to želi Dušan predstaviti v Antigoni. To na kratko o Antigoni, o uganki korajže in kdo to poje Sizifra, pa skoraj da niti besede, ampak bo to še sledilo v članku, tam bo malo več prostora in tudi malo več časa za